Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni danes nekaj, kar bo zagotovo aktiviralo vse tiste, ki želite biti vse bolj samooskrbni. Lepo pozdravljen, dobrodošel, Andrej. Ne samo, da želimo biti samooskrbni, vse druge opcije v prihodnosti verjetno niti ne bo, ne? Ja, tako izgleda, ne? Tako izgleda. Zelo hitra zgodba. Andrej je prepotoval svet, ugotovil, da Slovenija vendarle je njegov dušni dom in tam podal namero. Namero, da najde žensko, ki bo z njemu ustvarila rodovno posest. In sta jo ustvarila skupaj s hišo za zgolj 20 000 evrov. Naši gledalci boste imeli tudi možnost in priložnost, da si to hišo ogledate v Šentjerneju, da jo doživite in da vam Andrej posreduje vse informacije s prve roke. Andrej, veliko ljudi si že aktiviral, da so si naredili, zgradili svoj dom, dal določene načrte, dal določene informacije, se pravi, spodbudil si kot neko samooskrbno gibanje v Sloveniji. Fajn, ne? Ja, na nek način, ja. Pač mi poskušamo, ne samo, da poskušamo tako živeti, tudi bi radi druge ljudi navdušili in pokazali, da je možno živeti na zelo tak kvaliteten, naraven način in da tudi ni treba imeti zelo veliko denarja, ne. Ogromno stvari se da reciklirati, ljudi, ko vidijo, kako živiš, pa da si, bom rekel, tako bolj srčen, ti ogromno stvari podarijo, prinesejo tako in da je tako zelo zanimivo vse skupaj, ne. Hiša, ki sta jo ustvarila skupaj z Janjo, je naravnost čudovita. V njej se človek drugače počuti. Zakaj misliš, da je to tako? Ja, hiša je v bistvu živa, ne. Mi smo, mogoče glih ena zanimivost, par dni nazaj smo bili pri eni naši prijateljici, ki bere dušni zapis in je rekla, vi niste 4 člani, ne, vi ste 5. Vaša hiša je živa in morate paziti, kako tudi živimo v hiši, kako pač delujemo tam, ker ta hiša pač sprejema in občuti vse, tako da moramo tudi njo upoštevati kot družinskega člana. To živost dosežeš s čim? S tem, kad dejansko sam delaš na hiši, daš svojo energijo noter ali z naravnimi materiali? Jaz bi rekel, da je oboje, ne. Da na prvem mestu je, da moraš biti takšen človek, ki se tega sploh lotiš in da pač hišo ustvarjaš s tem namenom in tudi s temi materiali, ne. Pol bi še pa rekel to tudi, ne, da je pri nas je nekako tako, da nič ni, skoraj redke stvari so, ke gremo v trgovino pa nekaj kupimo, ne. Mi ogromno pač recikliramo in za vsakim nekim materialom, nekim delom je cela zgodba, je neka povezava, prijateljstvo so ljudje, ne. Tako da, če bi to recimo začel nekomu razlagati, bi kar bilo neverjetno, ne. Ker zdaj sploh recimo, ko nas ljudje že tako poznajo, nas kar pokličejo, glej, imam ta vrata, imam ta okno, imam to, imam ono, imam tretjo, hočeš, ne, ker mi smo res iz cele Slovenije nabrali teh stvari in pripeljali in nekako transformirali v to, ne. Zato tudi je hišo možno narediti za tak denar, ne. Andrej, meditiraš, hodiš na dušne zapise, delaš na sebi, dojemaš sebe kot duhovno bitje. Hkrati si pa zelo fizičen človek. Premakneš, zgradiš, narediš, inovator si, tvoja raketna peč je recimo zelo poznana. Skratka, dva zelo različna pola. Ker imamo ene ljudi, ki so zelo duhovni, pa niti žarnice ne znajo sami zamenjati, a ne? Pa ljudi, ki so zelo fizični in obstaja samo tisto, kar je fizično. Ti si pa oboje. Kako je to možno? Kaj ti je to dalo? Mislim, jaz bi tako rekel, da je pač to moje poslanstvo, ne. Jaz sem, če že gledam tako že od mladosti, odkar se spomnim, sem imel ogromno enih takih duhovnih zaznav, tudi to, kako bom živel in tako ogromno tega sem imel, ne, čeprav takrat to še nisem razumel. Ampak v okolju, ke sem živel, pa moji starši, mi smo pač doma se vse naredili. Doma se vse naredili, pomagali smo sosedom, skupaj gradili, ne, tako da se nekako čez življenje vse to naučiš. In pol recimo v enem obdobju, ko pa nekaj rabiš, pa ti vse to ven pride. Tako da jaz sem
recimo to hišo ali pa ta projekt, ne, pač projekt Nova zemlja, pravim, da ga gradim že celo življenje, ne, z vsemi izkušnjami, z vsemi povezavami. Tako da bi pa rekel, da problem današnjih časov, kar se tiče duhovnih ljudi, je to, da so neprizemljeni, ne. Treba je biti prizemljen in duhoven, tako da ni samo tisto, zdaj jaz meditiram cel dan, svet se okrog nas podira, ne, grejo svojo pot, ne naredimo pa nič, ne, tako da pač s svojim delom, s svojo, kako bi rekel, primerom pokažeš, narediš in da nekaj funkcionira. Jaz recimo, če še to, v enem trenutku sem spoznal to, ne, če je, kako bi rekel, Bog ustvaril raj na zemlji v enem trenutku, ne, smo ljudje pač določene stvari naredili, da smo to nekako sesuli. Zdaj, če hočemo nazaj v raj, je pač treba raj ustvarjati, ne, in kot duhovni človek največ, kar lahko narediš, je to, da ustvariš svoj raj, svoje duhovno posestvo, okrog sebe narediš izobilje in potem te to izobilje. Se pravi, Andrej, ti si to čutil, ti si to vedel, da ti to hočeš narediti in si se tega lotil. Ni bila to posledica, zdaj sem pa izgubil službo, sem brezposeln, kva bi pa delo, nič bom eno bajto začel postavljati. To je dolga pot, ne, tako si rekla, da sem prepotoval vse posod, in Novo Zelandijo in nazadnje, ko sem živel v Angliji, sem imel en tak manjši biznis, ki je dobro deloval, ne, ker sem tudi imel možnost, da sem denar shranjeval, z nekim namenom pač, da bom enkrat nekaj ustvaril. Ampak recimo leta 2012 se je v meni nekaj premaknilo, jaz enostavno nisem mogel več živeti v Londonu in nisem mogel več živeti. To je tako, kot bi rekel, kot da nekdo nekaj prestavil. In sem začel iskati razne stvari, da bom nekam šel drugam v Angliji, ampak tako se je zgodilo vse je odpovedalo, nič nisem mogel najti, da sem rekel, grem v Slovenijo, ne. In v Sloveniji pač našel ta prostor in potem, tako kot si rekla, našel tudi svojo ženo, ki je pač ob prvem najinem srečanju mi je tako prišlo, bi rekel, kot nek glas ali pa sporočilo v glavo, no, si le končno prišla. Tako in tudi kasneje sem dobil nekako potrditve, da smo midva bila že dogovorjena, pač preden smo prišla na zemljo, da bomo skupaj ustvarila in delala to pač. Koliko si bil star, ko si jo spoznal? To je zdaj 5 let nazaj, ne. Wow. 5 let nazaj, ne. V 5 letih. Ja. 2 otroka, svoje posest, samooskrbna, izjemen vrt in noro dobri prajni tudi še, ne, za naprej. Ja, mislim, imamo ogromno načrtov, ki bi res hoteli narediti en tak primer, enega takega posestva, tam, kjer lahko neka družina ali pa človek živi in ima popolnoma vse, ne. Tako, ne samo samooskrben, kar se tiče hrane, ampak tudi samooskrben glede dobrega počutja, well-beinga, ne. Odlično. Zelo se veselim, da naše gledalce peljemo k tebi na ogled. Kaj bodo lahko videli oziroma koliko dejansko boš pokazal stvari? Kajti ne samo, da so zadeve dokončane, tam imaš tudi kakšne odprte projekte pa tako naprej. Kaj točno poveš? Ker načeloma je dobro, da pridejo, ne, s kakšnim zvezkom pa pisalom. Ja, odvisno, kaj želijo, ne. Eni pač pridejo na ekskurzijo, hočejo samo videti, kako je, ne. Drugi so pa bolj tako, bomo rekel, strokovni, pa bi radi sami si nekaj takšnega ustvarili, pa tako, ne. Pač mi smo odprti, mi pokažemo vse, kar delamo, ker to je tudi naš namen, ne. Jaz bom rekel, naše poslanstvo je, da vse stvari pokažemo, nimamo nobenih skrivnosti, pokažemo vse, pokažemo, kako smo stvar zgradili, tudi imamo slike, ki jih imamo na internetu, tako da se lahko vsak pogleda, ne. Tudi vrtnarji dejansko pridejo pofirkcat, glede na to, da imate kar konkreten vrt oziroma zanimive načine. V nastajanju je tudi ta kitajski vrt, ki v bistvu uporablja sončno energijo in hkrati čist simpel strani neba. Ja, pač imamo ogromno teh zadev, ki se da videti. Zdaj tudi ta kitajski rastlinjak sem že lansko leto začel nekaj delati. Letos se bom bolj v to spravil nekako, dobil sem material, ne, ker pri nas je tako, ne.
če stvari recikliraš, ko ti nekdo reče, imam to pa to, greš pa vzameš ta material, ne, in potem to tudi malo shranjujemo, tako da imamo neke stvari, pač tiste, ki... Ko se dosti nabere, se dokonča. Ja, ko predvidevamo, kaj rabimo, ne, te stvari. Tako da en del je še tako gradbišče, imamo pa, se pravim, kot si rekla, imamo res ene načrte. Zdaj tudi se je zgodilo, da je en sosed eno hišo podiral in smo tam še kamne nekaj dobili, ker bomo naredili še gozdni vrt oziroma take grede, tako, ne, mislim, ogromno teh stvari je in vse to bomo pokazali, kako bomo delali, tudi bomo povedali stvari, kje smo kaj narobe naredili, ne, ker tudi napake pridejo, ne. Recimo sploh pri raketni peči, jaz takrat, ko sem jo delal, ko sem v bistvu raziskoval, zadeva še ni bila tako razvita, ne, in sem naredil, ampak sem pol videl, da bi mogel drugače narediti, ker bom letos verjetno mogel malo na novo dodelati, ja. Ampak smo ful zadovoljni, ne. Kaj zmore ta raketna peč? Na kaj se dejansko ogrevate, da vam ni toplo? Imate dva majhna otroka, to je pomembno. Ja, mi imamo pač recimo naše hiše 80 kvadratov in mi s to pečjo ogrevamo celo hišo, ne. To bi rekel, da je tako kot neka moderna krušna peč, narejena je z iluke in pa soda kovinskega, ne. Je pa ključna stvar v tem je, da to deluje na vzgonski zrak, se pravi, noter je zelo dolg prostor, kjer gori, ne. Se pravi, nekje meter, celo do meter pa pol, ne, in v tej peči nastane tako visoka temperatura, da vse zgori, ne. Ni plinov in recimo tudi na dimniku na vrh je samo tako malo para gre ven, ne. In mi s to pečjo, tako ko smo jo pač naredili, ker to je tudi glede na kakšen prostor imaš, lahko, to je neomejeno variant, kako boš naredil, ne. In mi s to pečjo recimo na sezono pokurimo nekje 1,5 metra do 2 metra, ne, čisto odvisno, kakšna je sezona. Torej praktično nič. Ja, to, če tako gledaš, če imaš recimo svoj gozd, je to zastonj, tudi dela ni veliko, ne. Se toplota prenaša na bojler ali kako je s tem? Mislim, več sistemov je. Zdaj tako je, mi imamo pač tudi cevi so, ki segrevajo vodo za, bom rekel, za umivanje, ne. Drugače pa generalno je tako, da pač ta peč oddaja temperaturo skozi to ilovko, kar je tudi ena čisto taka posebna toplota, ne. Noben radiator ali pa neka klima ne more to, ker to je res, ta toplota skozi ilovko je čisto drugačna, ne. In to, ogreva pač skozi peč samo, ogrevamo vodo, ne, in še potem recimo dimnik, ki gre, je še tako napeljan, da gre čez kopalnico in še v kopalnici dimniku da toploto, tako da je kot nek radiator. Skratka, vse se da. Ja. Kako rešujete elektriko? Elektriko imamo dva sistema. En sistem imamo svoj, imamo te solarne panele in imamo akumulatorje, ki shranjujemo energijo in porabljamo pač za te manjše aparature. Lansko leto smo še pa s prijateljem investirali in smo sončno elektrarno, tako da imamo tisto elektrarno si delimo. Tako da v bistvu mi smo čisto samooskrbni glede elektrike. Slišim, da imate fajn sosede, kajti tam pri sosedih bo tudi možno, ne, kupiti kaj ekološkega. Ja. Z Matjažem, to je prijatelj, ki smo se spoznala v Londonu, ko smo delala v enem wellness centru. In nekako mi sodelujemo, zdaj odkar se je on tudi vrnil nazaj v Slovenijo, tako da on se je v ekološko kmetovanje podal, prevzel kmetijo od staršev in res on, bom rekel tako, deluje na fair način, do narave, do ljudi, ima dobre cene, ima kvalitetne stvari, tako da mi smo zelo zadovoljni, da sodelujemo tako in izmenjavamo, ne, pač jaz njemu kaj pomagam, kaj naredim, v zameno za to pa dobimo pridelke pri njemu. Odlično.
Koliko pridelkov dejansko naredita sama zase v smislu, da sta samooskrbna? Jaz sem vaju sicer obiskala in imate res ogromno stvari, tako da nutritivno gledano vem, da sta nabita z vitamini, minerali v sledovih na vse možne načine, ampak koliko dejansko z vajino hrano zdržita? Ja, recimo mi, kar se tiče zelenjave, vse pridelamo doma, nič ne rabimo kupiti. Zdaj, ker pač to je še vse v nastajanju, ne. Vemo, da v takem kratkem času tudi drevesa ne morejo zrasti in da to traja pač 10 ali pa kaj sem koliko let, da to zraste. In recimo mi neke stvari še kupimo, ne. Nismo čisto samooskrbni, smo še nekako, bom rekel, v teku, ne, do tega, v procesu. Tako da bi rekel, neke stvari kupimo, veliko pridelamo, izmenjamo, tako. Bo pa, jaz mislim, da v bližnji prihodnosti bomo prišli tako daleč, da bomo večinoma stvari doma naredili. Glede na to, da pa vedno širimo tudi ta gozdni vrt, ki bomo delali, imamo namen, da bi pač tudi ljudje, recimo, ki bi prišli k nam na obisk, pač za nek prostovoljni prispevek si lahko nabrali svoje, recimo, zelišča, kaj se vem, maline, robide, tako, ne. Se pravi, v času lockdowna in korone nista bila v tisti vrsti z goro nakupovalnih vozičkov, da si naredita zalogo? Ne, mi niti ne. Tako, recimo, zdaj, če bi se šlo pač za neko golo preživetje, mi sploh ne rabimo iti v trgovino, ne. Lahko čisto preživimo. Ampak če pa hočeš, recimo, še kakšne stvari malo priboljške pa tako, ne, pa greš pa kupiš kaj, ne. Torej, 20 000 evrov za to krasno hišo, ki smo jo torej videli. Koliko imate pa mesečnih stroškov? Mislim, trenutno bom tako rekel, ne, ker še ene stvari delamo, pa ker imamo majhne otroke, tako, ne. Recimo nekje od 150 do 200, ali pa recimo 250 maksimalno, ne. Z vsem? To je vse, ja. Vse? Vse, tako. Se pravi, tudi hrana? Tudi hrana, priboljški, če računam že to planičke, pa kaj se vem, te ekološke pralne praške pa to, ne. Mislim, prej smo imeli, je žena imela te pralne plenice, ampak zdaj pri 2 otrokih, pa da še pere pleničke, pa to je kar malo preveč, ne. Že tako je kar utrujajoče za njo. Torej imate ekološke še vse gliha, ne? Še vseeno ekološke pleničke, ja, vse je naravno, ampak pač majčkeno smo šli na luksus, bi rekel, ne. Razumem, vem, kako je. Krasno, torej veselimo se ponovnega obiska. Kako pa žena gleda na to, da pripelješ nekaj 10 ljudi, ki hodijo po hiši in gledajo? Ja, mi smo pač tako, ko sem rekel, to je nekako najino poslanstvo, ne, in midva to z veseljem delamo, ne. Z veseljem delamo, lahko rečem, mi smo imeli pred mogoče enem tednu smo imeli eno skupino ljudi, ker smo bili tako veseli, da so prišli, ne, pač po tem lockdownu, smo bili tako veseli in oni zadovoljni, da mi to vse pokažemo, da vidijo, da se da narediti, ta skupina ljudi tudi išče en prostor, kjer si bojo neko skupnost ustanovili, ne. In takšni ljudje večinoma prihajajo k nam, kaj se da narediti, materiali, kako mi živimo in to, naše izkušnje. Tudi recimo jaz imam izkušnje, ker sem živel v skupnosti, tako da lahko marsikaj povem, kako so te stvari, ne. Odlično. Hvala lepa, Andrej, za vse informacije, ki si jih posredoval, in hvala za svoje poslanstvo, ki ga dejansko živiš in deliš tako na takšen način. Evo, na www.klepetobkavi.si imate en zavihek dogodki. Kliknete tam in tam se lahko tudi prijavite oziroma izveste več o tem izletu na samooskrbno posest, kjer boste torej lahko pridobili ogromno informacij, predvsem pa izkustvo, da boste začutili, je to nekaj, kar si mogoče nekje na eni točki vašega življenja želite tudi sami. Seveda pa vabljeni tudi na vse ostale dogodke, kar nekaj jih je, preverite, pa se vidimo.